Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, drage ustvarjalke in ustvarjalci, cenjeni gostje. Prisrčno dobrodošli na osrednji kulturni prireditvi občine Litija ob slovenskem kulturnem prazniku. Med nami pozdravljam nocojšnjo osrednjo govornico in častno občanko Litije Heleno Fojkar Zupančič, župana občine Litija Francija Rokavca, podžupanjo Lijano Lovše, podžupana Borisa Doblekarja, člane občinskega sveta, župane drugih občin, direktorje javnih zavodov in še častnega občana gospoda Jožeta Drnovška. Danes se nismo zbrali pred odrom, temveč v krogu. To ni naključje. Krog je ena najstarejših oblik človeškega zbiranja. Okrog ognja so se ljudje od nekdaj srečevali, si pripovedovali zgodbe, peli, odločali in ohranjali skupni spomin. V krogu so bili ljudje enakovredni. Vsak je bil viden, vsak je imel glas, vsak je bil del celote. Prav zato krog ni le prostorska rešitev, temveč zavestna odločitev. Je simbol skupnosti in povezanosti in neprekinjenosti življenja. V krogu ni spredaj in zadaj, ni glavnega in stranskega. Vsi smo znotraj istega prostora in v istem trenutku. In prav to nocoj poudarjamo. Kultura nastaja med ljudmi, saj kultura smo ljudje. S to postavitvijo tudi brišemo mejo med ustvarjalci in občinstvom ter tako zavestno stopamo bližje drug k drugemu. Kajti kultura ne živi v zidovih in ne na odru samem, temveč v odnosih, v poslušanju, v odzivu in povezanosti. Ta krog pa ni nastal samo iz umetniške ideje. Nastal je tudi iz realnosti. Del odra kulturnega centra Litija je namreč trenutno zaprt, saj strop nad njim predstavlja resno nevarnost. Zato smo se odločili, da pokažemo, da kultura živi tudi takrat, ko pogoji niso idealni. Današnji večer je zato poklon kulturi, ki povezuje in hkrati opomin, da si vsi, ki v kulturi delujemo, jo ustvarjamo ali oblikujemo in obiskujemo, zaslužimo varno okolje. Vabimo vas, da ta večer doživite kot del skupnosti, kot del kroga, ki ga bomo skupaj ustvarjali. Petje je ena najstarejših oblik skupnega izraza. Preden je kultura dobila dvorane in odre, je imela glas. Glas, ki je zvenel v krogu med ljudmi za ljudi. Zborovsko petje je prav v tem smislu ena najčistejših oblik skupnosti. Posamezni glasovi se združijo v eno celoto, ki presega vsakega posebej. Zbor svetega Nikolaja s svojim delovanjem že vrsto let soustvarja kulturni utrip našega prostora. Pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič, nocojšnje slavnostne govornice, neguje petje kot prostor srečevanja, poslušanja in skupnega diha. Prisluhnili smo jim že ob začetku, zdaj pa vas vabim, da jim prisluhnemo znova. Ne kot publika nasproti nastopajočim, temveč kot del istega kroga.
Iskrena hvala zboru svetega Nikolaja. Zapeli so nam Močnikovo Zarjo, v kateri avtor združi slovenske melodije, ljudske melodije o Zari ter Lebičevo priredbo Koroške ljudske drumeljca. Slovenski kulturni praznik je dan, ko se spominjamo, da naša kultura ni nastala v popolnih razmerah. Velik pesnik, v spomin na katerega praznujemo jutrišnji kulturni praznik, France Prešeren ni ustvarjal v idealnem okolju, pa vendar je svojo besedo oblikoval krog, v katerega stopamo še danes. Krog slovenskega jezika, misli in skupne identitete. Tudi nocojšnja postavitev v krogu nas spominja, da kultura vedno najde pot do ljudi. Ne glede na prostor, čas ali okoliščine se vrača tja, kjer je njen izvor, v skupnosti. Na oder zdaj vabim župana občine Litija, Francija Rokavca. Lep dober večer, dragi prijatelji kulture. En lep prisrčen pozdrav vsem skupaj želim na predvečer letošnjega kulturnega praznika. Danes, nocoj in jutri je dan, ko smo lahko hvaležni vsem ustvarjalcem kulture za vse tisto, kar ustvarjate v našem času, in za vse tisto, kar je bilo ustvarjeno pred nami. Kultura nas je bogatila, kultura nas je utrdila in kultura nas je ohranila. Kot narod, kot družbo, kot državo. Zagotovo smo ena redkih, mogoče celo ena edinih držav v svetu, ko praznujemo kulturni praznik kot državni praznik. Tega so se že zdavnaj zavedali že generacije pred nami. Zakaj? Prav zato, ker smo stali in obstali. Vsako leto je ob kulturnem prazniku tudi priložnost, da se zahvalimo vsem kulturnim ustvarjalcem v naši občini za izjemne dosežke. Sicer Jerebova priznanja podeljujemo v občinskem prazniku, pa vendar, kljub vsemu, že danes, na začetku, tako kot vsako leto, in tako je tudi prav, da lahko prisluhnemo našim Nikolajevcem, njihovim izjemnim glasovom, ki nas vedno razveseljujejo, ne samo na kulturni praznik, ampak skozi vso leto. Res hvala Nikolajevcem za vse to, kar delate in ustvarjate v srcu Slovenije. Hvala tudi vsem ostalim kulturnim izvajalcem v občini. Od profesionalne kulture, najprej Zavoda za kulturo, mladino in šport, Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Knjižnice Litija, glasbene šole, osnovnih šol, gimnazije in nenazadnje veliki družini raznih kulturnih društev in tudi posameznikov, ki to ustvarite amatersko, ljubiteljsko in z srcem. Res iskrena hvala vsem skupaj. Danes smo se zbrali v krogu, malo tudi silom razmer. Ampak prepričan sem, da je ta zbor zelo domač, zelo pristan in da ne narekuje to, kar se seveda ob 100-letnici te kulturne dvorane vsi skupaj zelo želimo. Urejeno in moderno kulturno dvorano. To tudi nastaja. Nastajajo projekti, ki bodo v bližnji prihodnosti že predstavljeni javnosti in prepričan sem, da bomo najkasneje v 2 letih imeli moderno, urejeno kulturno dvorano tudi v Litiji. To si kultura v Litiji tudi zasluži. Danes, tako kot sem rekel, je čas hvaležnosti za vse to, kar ste, dragi prijatelji in ustvarjalci kulture, postorili. Res vi delate ta svet, to družbo, to našo skupnost bolj človeško.
Iskrena hvala in lep kulturni praznik želim vsem skupaj. Srečno! Iskrena hvala županu za te besede. Ponovno se nam bo predstavil zbor svetega Nikolaja, ki je dosegel številna mednarodna priznanja. Delimo, lani oktobra so zmagali na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Galus v Mariboru, kjer so prepričali s tehnično pripravljenostjo, zahtevnostjo programa in prepričljivostjo izvedbe. Zmago je zbor samodejno postal eden od finalistov tekmovanja za veliko zborovsko nagrado Evrope leta 2026, ki bo aprila v Mariboru. Zdaj se nam bodo predstavili Zmočnikovo slovenske melodije. la 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 la
Še enkrat iskrena hvala zboru svetega Nikolaja. Slovenski kulturni praznik je dan, ko se ne spominjamo le velikih imen preteklosti, temveč še pomembneje se vprašamo tudi, kdo sooblikuje in soustvarja naše kulturno življenje in skupnost danes. Slavnostna govornica nocojšnjega večera prihaja iz sveta, kjer kultura nastaja iz poslušanja drug drugega, iz skupnega diha in zaupanja, iz zborovskega petja, kjer vsak glas šteje, a šele skupaj ustvarijo celoto. Glasbena pedagoginja in akademska solopevka je mednarodno priznana umetnica. Pod njenim vodstvom je zbor svetega Nikolaja iz Litije dosegel številne zavidljive mednarodne uspehe, ki smo jih že omenili. Glasbenica doma in po svetu navdušuje tudi z dekliškim zborom svetega Stanislava, Škofijske klasične gimnazije Ljubljana. Svojim delom že vrsto let dokazuje, da je kultura dejanje povezovanja, vztrajnosti in predanosti. Vabim jo, da z nami podeli svoj pogled na kulturo, skupnost in prostor, ki ga kultura zaseda v našem življenju. Spoštovane in spoštovani, jaz nisem toliko suverena v govorjenju, kot je naš gospod župan, sem bolj v dirigiranju, zato bom tisto, kar imam povedati, prebrala. Po poklicu sem zborovodkinja, zato bom nocoj govorila o tem, kar mi je najbolj domače in najbolj blizu, o glasbi in o petju v zboru. Naj najprej navedem nekaj zanimivosti. Ste vedeli, da imamo pevci svoj svetovni dan zborovskega petja, ki ga že skoraj 40 letja obeležujemo vsako drugo nedeljo v decembru. Po raziskavi, ki jo je opravil Slovenski javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je zborovsko petje najbolj množična prostočasna skupinska dejavnost Slovencev, v katero je vključenih okrog 170 000 prebivalcev, kar je približno 8,3% Slovencev. Ti se združujejo v približno 1300 odraslih društvenih pevskih zasedbah, 1100 šolskih zborih in približno 700 cerkvenih zborih. Statistika je bila delana leta 2009 in od takrat se je zagotovo zgodil porast. Poleg tega pa je ocena cerkvenih zborov narejena na oko oziroma po številu župnij. Zanimivo je tudi naslednje. Po evropski raziskavi je aktivnih članov v slovenskih pevskih zasedbah dvakrat toliko, kot je evropsko povprečje. Medtem, ko je v veliko državah starostna struktura zelo v prid zasedbam starejših pevcev, je pri nas struktura razporejena čez vse generacije in je nasplošno med mlajšimi v Evropi. Povprečna velikost pevske skupine v Sloveniji je 30 članov.
večinoma 2/3 žensk in 1/3 moških v odraslih zasedbah. Zanimivo, povprečni budžet slovenskega zbora je 2-krat nižji od povprečnega na evropski ravni. Po analizi je stopnja dosežene izobrazbe v zasedbah višja od generalne populacije. Kaj je tisto, zaradi česa toliko ljudi v petje vlaga svoj čas? Prepričana sem, da človek v svojem bistvu hrepeni po lepem, po skladnosti in po povezovanju z drugimi ljudmi. Ker vsak dan veliko ur preživim z glasbo in med ljudmi, ki pojejo, sem se v vseh teh letih marsičesa naučila. In če sem kaj dojela, sem dojela, da glas v zboru ni prvo orodje. Prvo orodje je uho. In če hočem dobro peti, moram dobro poslušati. Najprej sebe, nato sopevca in potem celo skupino. Naučila sem se, da zbor dobro zazveni šele takrat, ko se pevci naučimo medsebojnega poslušanja in prilagajanja. Ko govorim o zboru, govorim o skupnosti. Poglejte nas. Smo zelo različni, študentje, zaposleni, različnih starosti. Konkretno v našem zboru je starostni razpon zelo velik, od 16 do 56 let. Različnih poklicev smo, različnih zanimanj in različnih pogledov na svet. In pogosto imamo o določeni stvari precej različna mnenja. Ampak, če bi vsak pel po svoje, bi dobili hrup in ne pesmi. Ko pa se poslušamo in uskladimo, dobimo harmonijo, skladnost, lepoto. Mogoče danes vse prepogosto mislimo, da ukvarjanje s petjem, z glasbo in z umetnostjo nasploh sicer prinaša dobrobiti, ki so prijetne in človeku nudijo zadovoljstvo, a niso nujno potrebne za kakovostno bivanje. Izostren občutek za lepoto, estetiko, višje razvita pozornost, tenkočutnost, občutljivost. Saj brez tega se tudi da živeti in naj bo zato ukvarjanje z umetnostjo stvar ozkega kroga ljudi, saj človeku in družbi neposredno res ne prinese konkretnega finančnega učinka. Zakaj je torej pomembno, da se v zbor vključuje čim večje število ljudi, predvsem mladih? Mladi danes živijo v svetu hitrosti, hrupa in neštetih, hitro se menjajočih podob. Navajeni so rezultatov na en klik. Petje v zboru pa od človeka terja čas, da se ustavim, da poslušam, da občutim. V zboru se učimo stati vsak zase in hkrati biti del celote. Učimo se, da sem jaz kot posameznik pomemben, a nisem edini, sem del skupine. Učimo se socialnih veščin, povezovanja z drugimi, sodelovanja, medsebojne pomoči, prilagajanja in usklajevanja. Učimo se biti pogumni in suvereni, da je kdaj potrebno stopiti korak naprej in se izpostaviti, spet drugič pa se umakniti, da lahko zasije nekdo drug. Učimo se, da moramo svoje lastne želje in pričakovanja kdaj utišati v korist dobrobiti celotne skupine. Učimo se odgovornosti, discipline, pozornosti, vztrajnega dela, potrpežljivosti in zvestobe, saj izkustveno vemo, da do umetniško izvedene skladbe ne moremo priti čez noč. Učimo se, da je za dober rezultat potreben pošten trud, da je potrebno vložiti ogromno ur in da je petje v zboru tek na dolge proge. In učimo se osvobajati lastnih frustracij, prepričanj in omejitev.
Vse našteto pa so pravzaprav obče človeške vrline in veščine, ki pripomorejo k uspešnemu in zadovoljnemu življenju. Petje v zboru ima tudi pomembne socialne učinke. Omogoča druženje, pripadnost, podporo skupine in kakovostno preživljanje prostega časa. In ne le to, človek v skupini, v kateri je sprejet, krepi občutek samozavesti in lastne vrednosti in zavedanje, da je majhen, a pomemben delček večje celote. In ko to dojame, se še bolj zaveda sebe in svoje biti, svojega mesta v skupnosti, družbi, svetu, stvarstvu. In postaja skromen in hvaležen, a hkrati suveren in odgovoren. Takšen pa lahko veliko prispeva k razvoju ožje in širše skupnosti. Nocoj stojimo nekoliko drugače kot običajno. Oder ni v uporabi cel, pa ne zato, ker smo ustvarjalci tega večera želeli eksperimentirati, ampak iz varnostnih razlogov, ker je obstoječi oder nevaren. Vsi že dolga leta vemo, ne le, da je potrebno to dvorano prenoviti, že zdavnaj bi jo bilo potrebno, ampak da si Litija, Litijani in še posebej premnogi litijski umetniki zaslužimo nov oder, ki bo v novi dvorani. Zavedam se, da takšen projekt zahteva ogromno finančnih sredstev, ampak saj vendar stremimo k temu, da Litija postane privlačno in živo mesto, ne le spalno naselje na obrobju Ljubljane. Saj si želimo, da Litija napreduje v vsakršnem smislu, ne le gospodarsko, ampak tudi intelektualno in duhovno. In če želimo dvigniti kulturo bivanja v našem mestu, da bo Litija privlačna ne le za priseljevanje, ampak tudi za naložbe, potem se odgovorni za naše mesto morate odločiti in poskrbeti za ta infrastrukturni minimum. No, zato smo danes bliže drug drugemu. In upam, da smo se zaradi tega tudi bolj pozorno poslušali in slišali. Naj zaključim z glasbo. Glasba je univerzalni jezik stvarstva. Tako univerzalna je kot bolečina ali veselje. In kot takšna zmore povezati zelo različne ljudi. Ne le nas v tem prostoru, ampak ljudi po vsem svetu in zmore presegati celo čas in prostor. Ko se pevci v skladbi povežemo, ko skupaj vdihnemo, zadihamo in zamuziciramo, se na telesni, mentalni, duhovni in čustveni ravni uskladimo. In ko vi, spoštovano občinstvo, zadihate z nami, ko se skupaj z nami ustvarjalno povežete, takrat postanemo eno telo in en duh, eno zvočno telo in en zvočni duh, ki resonira v prostoru in času. Skladnost, harmonija, lepota. Mar ni to nevidna bit, po kateri hrepeni vsak izmed nas? Včasih me kdo čudno gleda, ko rečem, da lepo odpeta pesem ni cilj, da je vse to, kar počnemo, glasba, petje v zboru, da je vse to le metoda, metoda, s katero in ob kateri se brusimo in postajamo boljši ljudje. Ali kot je nekoč dejal renesančni umetnik Michelangelo Buonarroti: videl sem angela v kamnu, klesal sem tako dolgo, dokler ga nisem osvobodil. Tako je z nami. Smo kot angeli v kamnu. Umetnost pa nas kleše in brusi in oblikuje v vsakršnem smislu.
Ker v bistvu ni pomembno, kaj jaz naredim z glasbo. Pomembno je, kaj glasba naredi z menoj. Kaj se v meni zgodi, premakne in spremeni, ko se z njo aktivno ukvarjam. Postajam tisto, kar hranim in negujem. Petje ni samo zvok, ritem, besedilo. Je odnos, spomin, je skupnost. In zbor, skupinsko muziciranje je prav to, svet prostor, v katerem se človek okrepi, da lažje živi in deluje v tem ponorelem svetu. Zato muziciranje ni le čustvo, ampak jezik smisla. In glasba, umetnost, ni le modni dodatek ali luksus. Je temelj kakovostnega bivanja in pomemben gradnik zdrave, ustvarjalne in uspešne družbe. Hvala lepa. Iskrena hvala Heleni Fojkar Zupančič za izrečene besede in premisleke. Sledi pa umetniški del nocojšnjega programa, literarno-glasbeni performance Od biti k ljubiti, ki skozi preplet poezije slovenskih avtorjev in zvočne pokrajine, ki osnujejo domači glasbeniki, osvetljuje izkušnjo človeka v iskanju smisla znotraj lastne minljivosti in ranljivosti. Prostor med biti in ljubiti postane sklenjen krog življenja, znotraj katerega se zabriše meja med ustvarjalci in publiko, sočasno pa se okrepi pomen medsebojnega povezovanja kot bistvo naše kulturne zavesti. Režiserka performansa je Neža Verdonik. Z leti, tako je rečeno, smo zavrgli resnico, ustanovljeno zato, da obstoji še druga možnost in se razšli v samoto. Smisel zmeram na svojem mestu, v središču vsega razpada od netočnosti in na zemlji se z menjavanjem postav gode spremembe. V razjedenem zraku stojiš kot trdovratno materino znamenje sveta. Na tvoje oči pada prst, a si preblizu mrtvih, da bi lahko občutil smrt. Pozneje, v mraku, v kakršnem se je spočel ogenj, dorasteš. Sam si v prazni hiši. Kaj si hotel? Več. In zdaj? Imam vse. Ampak kaj še iščeš? Iščem sebe.
se rodiš, vsi vse vedo o tebi. Kako si, nisi očetu podoben, kako te je treba trdo povijati, da ne boš imel krivih nog, kako te trepljati po ritki, da se umiriš, kako te čohljati pod bradico, da se nasmejiš, kako ti nalahno gnesti trebušček, da mirno zaspiš. Vsi vse vedo. In ko si zelo star, se ponovi ista usoda. Vsi vse vedo. Kako moraš sedeti, koliko spati, da o hrani in pijači sploh ne govorim. Vsi vse vedo. Samo ti sam popolnoma nič. Zato pa umreš. Vedno spet in spet prihajajo otroci na svet. Legajo v naročje mater, očetov, v zibelke, posteljice, v svojo usodo. Ničesar ne vedo. Vse je slutnja, upanje, zaupanje, hotenje, moč. Svet jih čaka, kakor Boga. In nič ne moreš proti temu, če si rojen za bojno črto. In koliko je bojnih črt, več kot poldnevnikov. Če si rojen v sterilni, blesteči porodni sobi, okopan v mleku in sreči in ljubje. Nič ne moreš, če si zaznamovan z barvo, ustnicami, lasmi, zakoni. Nič ne moreš, če si vnaprej darovan narodu, veri, bedi, napuhu, nesreči. Tvoje je le, koliko vzdržiš, žrtvuješ. Koliko časa ugrabiš zase, da semena razsuješ, preden jih greš. Zaklenil sem se v kopalnico. Napolnil banjo z vročo, vrelo vodo. Se slekel in se zleknil v svobodo. V svojo vročo, vrelo klavnico. Oblaki pare, komaj najdem milo. Zalučam ga v zid, da tipam brito. V zadnjem hipu čudna odločitev. Za nedoločen čas odloži rezil. Da bom napisal pesem, ker sem lačen besed. O grozi, o milosti, o odsevu na vodi, o tem strašnem
lepem dnevu, ko sem vstal iz smrti. Moker, nag, drugačen. Drug človek gleda vame iz zrcala. Za nedoločen čas, ki traja. Hvala. Sam moram biti. Vsako telo neprozorno v prozornost preliti in zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očim. Sam moram biti, da pozabim misliti in govoriti in da občutim v sebi le eno veličast vesoljstva tihega rast. Sam moram biti. Vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti. Ne s svojo mislijo, s svojim molčanjem, kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam moram biti. V večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peroti v brezdarjo zapreti in mir iz onostranske pokrajine vase ujeti. Komu je mar poet? Tvojih sanj. Tvojih iskanj in tvojih spoznanj. Svet išče denarja. Denarja! Zlata! In kakor pes sklanja glavo v tla, in kakor pes voha denar, denar mu je Bog! Denar mu je car! Voha denar in mu sledi. In sam je sužen svoje strasti. Le nekaj jih je, ki niso tako. Le nekaj jih je, ki po konci gredo. Ki čutijo dostojanstvo ljudi. Naj umirajo. Naj jih zatirajo. Naj glatujejo. Naj jih zapirajo. Življenje in smrt je sredi oči. Si lahko srečen, če si drugačen od drugih, če si jetnik in je tvoje nebo le pol kvadratnega metra,
Če je pot od zdaj do smrti dolga le pol leta, spoznati vse svoje podobe je strašno, sprijazniti se z njimi nemogoče. Nekdo te bo vedno imel rad, drugi nikoli. To ne gre ne po tvojih zaslugah, ne po tvojih željah. V prsni kotanji nosimo vsak svoje majhno morje. Na njem zibjemo sanje in čakamo, da nam valovi naplavijo srečo. V strahu za srečo si na obraz nadenemo masko z ostrim grebenom in zlobnimi očmi. Še preden se sreča rodi, se bojimo tatov. Strah ima velike oči in iz niča zlo zvari. Roke so puškine cevi, telo iz radarskih anten obrnjenih v vse smeri vohunimo, rušimo, pobijamo, zastrupljamo. Za srečo. Narava stremi k ravnotežju. Človek je del narave.
na svetu zato, da delajo otroke in bunkerje in prosijo neznanega Boga, da jim oprosti, ker nastopajo v njegovem imenu. Ženske molijo k istemu neznanemu Bogu. Prosijo za milost, za otroke, za moške in prav na koncu morda še zase. Kajti one so krive, ker ljubijo moške, ker ljubijo življenje, otroke, rožo in srečo. Krive so, ker vse lepo verjamejo, a ne morejo drugače. Nekdo mora pestovati življenje, da ne izumre. Nekoga moraš imeti rad. Pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš, je kot kruh, kot požirek vode, dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sanj, svoje plašne ptice nemoči. Nekje vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Ker drevesa in trave vedo za samoto, kajti koraki vselej gredo dalje, pa čeprav se za hip ustavijo. Ker reka ve za žalost, če se leta nagni nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečino, koliko težkih nog je že šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad, nekoga moraš imeti rad. Z nekom moraš v korak, v isto svet. Od trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov, dobra velika bitja, ki spregovore samo, kadar umolknejo ljudje. Na vlaku, brez zadnje postaje. Daljavo z njim note bežijo, želijo še v druge si kraje. Moj ljubi verjame, da veter zapomni si vse melodije, raznosi jih, kakor je treba, najlepšo pa zame kje skrije. Moj ljubi ve dobro, da vzamem si pesem namesto zlatnika, napolni srce mi, da drug zveni. Moj ljubi me čakal bo zadnji v svetlobi na koncu obzorja, kjer note razpeta so jadra v glasbi neskončnega morja.
starih gvantih, držeč se pod roko, gresta ob izložbah in šumnih štantih po ulici svojega mesta. Gresta, nikamor hiteča. Vesela dneva in hoje, saj vesta, kakšna je sreča, da še hodita v dvoje. Pred koncem postajata eno. Zreta vse bolj navznoter in slišita neizgovorjeno kot tihi poslednji smoter zadržati v sebi toplino, kar je še pod pepelom, in pasti v brezmejno sinino pred kažipotnim razpelom. V ponošenih gvantih gresta, mimo vsega, kar je minulo. Pred njima črna nevesta piska v srebrno frulo. Življenje tako živi, da ga je zmeraj manj. Kot pesek med prsti polzi dan na dan. Življenje ne more živeti tako, da stoji. Najmanj, kar mora početi, je to, da na nitki visi. Življenje se včasih drži veselo na smeh, včasih le stežka te solze v očeh. A najlepše je, ko se razsipa žarom na vse strani in vse do poslednjega hipa z visokim plamenom gori. Danes prižgala bom svečo, a ne bom je prižgala na grobu. Prižgala jo bom v parku, ob stari čovci na robu. Tam je od nekdaj posedal, tam se je družil z grobi. Fant, ki odšel je po noči, po svoji poti. Nikoli ne bo nihče vprašal, kaj so mu vzeli, kaj dali. Nikoli ne bo nihče vedel, kaj si morda je kdaj želel. Imel je nebo nad Ljubljano, imel je oblake, veter. Imel bo taj drobno nasedno, imel bo drobno in tico. Danes prižgala bom svečo, a ne bom je prižgala le njemu. Prižgala jo bom zase, prižgala jo bom zate, prižgala jo bom, naj nam sveti.
pa ti prižgal? Komu bi pa ti prižgal? Zakaj pa vi prižgate svečo? Komu bi ti prižgali svečo? Zakaj pa vi prižgate svečo? Komu bi ti prižgali svečo? A bi tudi vi komu svečo prižgali? Za nekaj A bi vi komu svečo prižgala? Zakaj pa vi prižgate svečo? Zakaj pa vi prižgate svečo? Sreča. Zakaj pa vi prižgate svečo? tem umetniškim delom smo krog nocojšnjega večera tudi simbolno sklenili. Kar se je začelo kot povabilo k skupnosti, se zaključuje kot skupna izkušnja, doživetje tukaj in zdaj, v istem prostoru, v istem krogu. Hvala sodelujočim glasbenikom Robertu Bonetu na klarinetu, Evi Ostanek na klavirju, Luki Vizlarju na kitari in efektih ter Anžetu Kristanu na tokalih. Hvala recitatorjem Linu Šinkovcu, Mileni Dimec in Andreju Hostniku ter hvala režiserki Neži Verdonik. Iskrena hvala tudi produkcijski ekipi, ki je naredila to izkušnjo še bolj pristno. Za zvok je skrbel Anže Grm, za luči Gašper Šinkovec, za video Ožbej Sakač ter za tehnično pomoč Oto Medvešek. Slovenski kulturni praznik nas vsako leto spomni in opomni, da kultura ni samoumevna, nastaja iz predanosti, iz sodelovanja in iz ljudi, ki ji prisluhnejo. Nastaja takrat, ko si vzamemo čas
drug za drugega in ko verjamemo, da ima skupno doživetje moč povezovanja. Iskrena hvala vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem, nastopajočim, tehnični ekipi, sodelavcem in sodelujočim, ki so s svojim delom soustvarili ta večer. In hvala vsem, ki ste svojo prisotnostjo dokazali, da kultura živi, ne le na odru, temveč med ljudmi. In hvala predvsem vam, drage obiskovalke in obiskovalci, ker ste postali nocoj del tega kroga in del te izkušnje. Želimo vam prijeten večer, jutri pa prijetno praznovanje kulturnega praznika, zato vas vljudno vabimo tudi v mestni muzej Litija na dan odprtih vrat, kjer boste lahko izvedeli, kaj je litijski tolar, koliko časa je nekoč trajala vožnja s čolnom do Ljubljane, od kdaj ima Litija most in kje so bili v Litiji zapori. Vrata bodo za vas odprli med 9. in 18. uro. Želim vam lep večer še naprej, prijeten kulturni dan jutri in srečno!